Dobrodošli in pozdravljeni, smo Tim in Timotej na današnjem dogodku Founders Talk številka 3, na našem največjem in zadnjem dogodku tega semestra. Zdaj pa Founders Club. Kaj je to? Kakor vem, v tej publiki sedite iz vseh različnih ozadij. Eni ste iz fakultete za računalništvo, eni ste iz drugih tehničnih fakultet, eni ste pa obkrožili nič od tega. In da malo razložim našo zgodbo, začeli smo en mesec nazaj na študentskem kampusu, ko smo v okviru študentske organizacije Friki na naši fakulteti začeli razmišljati, kako bi študentom pokazali še nekaj drugega kot samo obštudijske dejavnosti in zabave. In potem se nas je 6 članov Frikov zbralo in smo ustvarili okolje, ki ga tudi imenujemo Free Founders Club. Smisel dovolj. Zdaj pa ponosno sporočam, da smo predvčerajšnjem v enem mesecu presegli 100 članov v naši WhatsApp skupini in tako, zdaj pa. Jaz pa s ponosom. S ponosom predstavljam naša gosta. Vem, da vsi poznate, prvi glas največjega podcasta v Sloveniji, Neven Selakovič. Nazivamo osebo, ki reši vsak matematični problem, Andrej Škrav. Ok, se lahko predsedamo. Kak sta? Bila dolga pot do naše fakultete in kak se vam zdi ta dogodek? Bom takoj začel z anekdoto, ki se je zgodila v prihodu. Pozvolimo na zvoncne v rampi. Če lahko odprejo rampo, ne moremo, ker niste najavljeni. In pa že dobro. Še enkrat pozvonim. Gospod, da sva gosta na eventu na vaši fakulteti, lahko odprete rampo. Bom povedal isto, kot sem ostali, ne moram, niste najavljeni. Reči, kaj nam bomo parkirati, pa idem. No way. Zvim še enkrat. Gospod, prosim, da odprete rampo, ker sva gosta na vaši fakulteti. Ok. Bom naredil izjemo in nas je spustil noter. Tako da, že takoj potrditev tega, da moraš biti zelo vztrajen v življenju. Tako da, hvala vrtarju, da nas je spustil noter, ker sem lahko. Klemen, si še nekaj za... Dajte še malo, evo. Ja, ne znam z mikrofoni delati. Hvala za povabilo. Če v Ljubljani se vedno rad odzovem, pa se družim z mladimi, s svojo energijo in vesel sem, da sem tukaj. Hvala vam vsem, da ste prišli. Kljub temu, da se je najavljala velika nevihta. Tako da ja, sem vesel, pa bomo videli, kam nas to odpelje, ta pogovor. Ja, da pa začnemo zdaj res s prvim vprašanjem, da gremo all the way back v študentska leta, to je tudi 3/4 naše publike v študentskih letih. Zanima me, vidva sta se ukvarjala z veliko dejavnostmi, oba sta študirala ekonomijo. Klemen, ti si že začel, malo pustil, dal šolo na stran, začel delati UI, UX design. Andrej, kolikor vem, si začel že kar na faksu
začel inštruirati svoje sošolce matematiko. Zanima me, katere od teh dejavnosti, ki ste jih takrat izvajali, so se pokazale kot res pomembne za to, kar je sledilo čez nekaj let, ko ima strajali. Inštruiral sem mikroekonomijo, mali popravek. Zelo težko bi bilo zdaj nekaj ful specifičnega poudariti, ampak vedel sem takrat, da hočem delati nekaj v biznisu. Študiral sem takrat podjetništvo na ekonomski fakulteti in zares takrat nisem imel ideje, kaj bi počel. Ampak sem se, tako kot pač tudi vi, družil z svojimi sovrstniki na faksu. In takrat smo mi z enimi prijatelji ustanovili društvo PI, se je imenovalo. Noter je bilo mogoče 15 ljudi, ker smo mislili, da smo nekaj več od ostalih. In smo se tako občasno začeli srečevati na faksu v neki sobici. Sploh ne vem, kako so nam dali tisto sobo, ker je kar tam v zadnji nekaj, ker so imeli profesori te svoje pisarne. In večina teh fantov, ki je bila takrat v tej skupini, so danes neki podjetniki in smo še vedno v stikih. Tako da v bistvu takrat, kar se mi je zdelo ful pomembno, je to, da sem si začel ustvarjati nek network ljudi. In si že nekako slutil, da je to nekaj, kar želiš delati naprej v življenju, ali si sam nekako poskušal različne stvari? Mislim, v času študija sem začel te videe snemati za mikroekonomijo, ker to je bil takrat drugačen čas, kot je danes, pa internet mogoče je bil še malo, je definitivno bil drugačen, tudi ne vem, kakšni so bili smartfoni, takrat je bilo drugače. In narediti v bistvu neko tako multimedijsko vsebino je bilo, je zahtevalo neko določeno znanje, trud, iznajdljivost. Ampak nisem, tudi ko sem jaz že po študiju, ker sem pa snemal videe za matematiko, nisem iz tega pričakoval nekaj biznisa, tako čisto iskreno. To sem pa delal zaradi neke radovednosti, neka želja me narediti nekaj dobrega na internetu. Tako da v svojih študijskih letih si nisem mogel predstavljati tega. Lahko sem nekaj sanjal, da bom nekaj podjetnik, ampak je bilo daleč od tega še takrat. Hvala. Klavi? Ja, jaz zadnja leta sploh vedno bolj razmišljam o tem, da razmišljam o konceptu alkimije in kaj to sploh pomeni, kdo je alkimist. To je taka veda, ki je zamrla. Včasih so hoteli narediti iz navadnega železa zlato, recimo, pa to so obogateti. Ampak ne tako alkimija, Posameznik, ki živi v temu vesolju, je obkrožen z različnimi komponentami. Okoli njega so komponente, lahko so stvari, ljudje, situacije, znotraj sebe ima stvari, s katerimi je obkrožen, misli, veščine, talenti. In zdaj to skupaj se meša v nekem kaosu, v neki juhi, In alkimist je po mojem tak, ki zna to na široko pogledati, pa komponente skupaj dati, pa skuhati neko mineštro, ki je konstruktivna, ki je uporabna, ki pomaga ljudem. In to, kar si vprašal, to, da je Andrej takrat svojo ustvarjalnost, svoje znanje, svoj talent, svoje zanimanje za matematiko, za naravoslovje uporabil, brez da bi te vedel, kam ga bo to pelalo, pa to, da je mene potegnil v marketing, da je mene potegnil v uporabniško izkušnjo, v digitalne produkte.
Samo z dveh komponenti sem zdaj izpostavil, ampak tukaj v zgodbi Astre jih je 10,000 ali pa 100,000 ali pa 100 milijonov, ampak to sta dve komponenti. In posameznik, ki je ustvarjalen pa odprt do teh komponent, jaz mislim, da lahko ful lepe stvari ustvari v življenju. In začne se po moje tam po puberteti, ker se ti začneš nekako spraševati, v čem sem jaz dober, kaj bi jaz rad delal, pa imaš pritiske od staršev, od okolice in podobno. Ampak, če si odprt, te življenje tek samo pele skozi te komponente. Super. Zdaj pa mi šli malo bolj proti moji temi danes, ko je Astra AI. Mene predvsem zanima to obdobje po študiju in pred tem projektom Astra AI. Kaj je bolj pomoglo uspehu tega produkta? Ali je to neko dobro pozicioniranje, že pred lansiranjem tega produkta, ali je bilo to neka fenomenalna ideja, ki je izstopala v tistem delu? Jaz mislim, da je spet bila kombinacija nekih dejavnikov. In vsaka taka zgodba ima neko časovno komponento, nek človeški aspekt, nek tehnološki moment v času in nekako vse to je takrat nek vpliv. Se pravi, nekje proti koncu leta 2022, ChatGPT, potem to tako, mi profesionalci v biznisu smo to hitro nekako začeli s tem eksperimentirati. Potem dejstvo, da je takrat 10 let že obstajal portal Astro.si, da je imel neko mero spoznavnosti. Potem izkušnja, Klemna, pa mene, pa seveda najmo poznanstvo, da je on mene kontaktiral, pač vprašal, če bi to šli delati. Konec koncev tudi z možnost, da smo mi dva to na začetku financirali, ker ni noben od naju developer oziroma inženir. In pa, ne vem, pa bilo zdaj ful enih stvari našteva, da so te spletne tehnologije že toliko bile razvite, da ne vem, imaš Stripe, da lahko takoj začne, da smo takoj lahko nekaj postavili, da smo hitro lahko začeli dejansko cash sprejemati za neko našo idejo. Tako, vse v bistvu to je prispevalo k temu, da smo lahko začeli. Zdaj, a je to bila ideja začeti, a je to ideja o produktu, ampak vse te neke komponente so k temu prispevali. Pa seveda neka radovednost ali pa neka naklonjenost tveganju, ker takrat, mislim, pri vsaki taki ideji lahko pač ti rečeš, ali se mi to splača, se mi splača, ali bi to delal, pa ne bi delal, kaj vidimo temu. In iskreno takrat nisem ful razmišljal sploh tako, na Klemnovo pobudo, ki jo je dal, sem rekel ja in nisem ful na te razmišljanja. Pa je to bolj spontano. Skozi naprej že z novimi tehnologijami. Se pravi, spontano je bilo to, da sem jaz rekel, ja, gremo. Klemen bi to tudi sam, v bistvu se mi zdi šel delati, ampak je bilo dosti lažje, mogoče AI tutoring, ta prvi push narediti, da se je to na Astro pojavilo. Če bi mogli, če si z nule štartati, verjetno bi bilo malo težji. Tako da to bi jaz izpostavil, če bi ti še kaj. To so fajn vprašanja, ki je tako, kaj bo najbolj pomembno, ampak res se navezujem na moj prejšnji odgovor. To je pač juha, ki ima ful sestavin. Zdaj, ki me prisilijo, da povem, kaj je bilo trovalo uspehu, rečem, da so 3 komponente. Pravi čas. Pravi čas je nekaj, kar ne moraš vnaprej planirati, ker ti ne veš, da je pravi čas.
ti moraš biti samo ustvarjalen in včasih imaš srečo, da je bil pravi čas za tvoje ideje. Druga stvar je pravi ljudje. Se pravi, ekipa, ki je sposobna, pametna narediti nek produkt, ki ima mogoče taste, ki ima mogoče tehnične sposobnosti. Ali pa nekdo, ki zna take ljudi pripeljati skupaj, pa z njimi začeti kuhati. In pa tretja stvar, ki je najbolj pomembna, je prava ideja. Če fejlaš pri prvi pravi čas, ti ne bo nič pomagati. Če fejlaš pri drugi, ti prava ideja ne bo pomagala, ker je ne bo noben mogel na pravi način izvesti. Ampak kljub temu prava ideja je res en tak multiplikator, ki se bolj čez čas pokaže. Ker ti ful dobro izvedbo narediš, pa pravi čas je bil za to, prava ideja res to požene pol naprej. Tako da te tri komponente bi jaz rekel. In konec koncev je vse sreča bila. Za naju, da se vidno poznava, da je on astro naredil, da sem jaz to idejo ljubil, da je on videl to idejo kot smiselno, mislim, to je neomejeno sestavljeno. Ok, pa da gremo zdaj naprej v leto 2023. OpenAI objavi članek Large Language Models are few-shot learners z prvim dostopom do modela GPT-3 in to je v bistvu pretreslo cel svet. 2022. 2022. Ne, 2023. 2022 jeseni je ChatGPT prišel ven in model, s katerim so ga relansirali, je bil 3,5. Potem pa februarja 2023 je GPT-4 bil releasan in to je bil boom. Sam toliko, da Astra 2023. Ja, se rem, ja, se opravičujem. Ne, ni manj. Hotel sem vprašati no začetek tega AI sveta. Hvala za vpravek, vidva sta se že odprej poznala. Kakor vemo, Klemen, ti si napisal sporočilo preko Messengerja, glede kako bi se dal to tehnologijo aplicirati na izobraževanje in te procese. Klemen je sam napisal tutor, se pravi za matematiko, damo na Astro, MVP je v Sloveniji, pa na Hrvaškem. Ja, ne, Okay. ni bilo nekaj filozofiranja. Ni bilo, se pravi, in od tega enega messagea, ko ni bilo sploh jasno, kaj točno bi to naj bilo, do tega, da sta rekla, this is it, Andrej pusti službo in gremo zares v to. Kaj mi lahko malo bolj podrobno to obdobje, to sta začela, vem, da sta outsourcala delo drugim ponudnikom, tudi bootstrapano, se pravi, investirala vlastni kapital. In kdaj, kako to obdobje, in Andrej, kaj je mogel Astra AI že takrat imeti, da si ti lahko rekel, da boš zdaj pustil službo? Cash. Ja, pač zagotovo. Ampak ko in uporabnikov, kak je neki... Ne, to ima ful smešno, a nekaj boš ti to povedal za 1000. To smo bili na sestanku z developerji in Klemen reče, da mi lahko to zdaj launchamo septembra, to smo se nekaj poleti pogovarjali, to launchamo septembra in bomo pač zihlo, če pač naročnikov dobimo. In zdaj gledam, rečem, no way, da lahko mi 1000 naročnikov dobimo. Ker sem tako, jaz sem imel res dvom, da bi folk plačeval za to. Ja, nekako nisem zares verjel v to. Pač mi to lansiramo, septembra se začne dogajati, prihajajo naročniki in naprej. In v vmesnem času sem se pač spraševal, kaj naj zdaj naredim. Seveda, takrat so te prihodki bili zelo majhni, to je bilo
mogoče par 100 evrov na začetku. Jaz sem imel pa takrat eno službo, ki sem pa imel res visoko plačo. Ful visoko plačo. In sem bil malo v precepu. Pomagali je v bistvu mi to, da sem lahko s to veliko plačo tudi dajal cash v Astro, da sem pač tudi malo sofinanciral razvoj. Ampak ja, na neki točki sem se pač pol mogel odločiti, da to pustim, tudi tisti službi ni bilo toliko dobro. In ja, pa sva se s Svenom tudi malo pogovarjala, tako dostakrat sva šla na kosilo in sva se zelo veliko stvari pogovarjala, tudi to privata, kaj hočela, pa to, kakšne so najna pričakovanja, pa eno drugega, kakšne malo pričakovanja. In sva se dobro vse zmenila. Ampak na začetku smo še vedno v bistvu na moj SP izdali račune, delali biznis. Pol je pa spomladi, se pravi februar, marc 2024. Prav to je bilo to prvo šolsko leto, ki smo takrat obstajali kot produkt 3-4 mesece. Smo pa pol razmišljali, kaj bi zdaj, ta DOO pa to raste, mogoče SP ni več toliko primerna oblika za to. In so pol marca, so pa DOO odprla, pa nekaj spis smo se prijavili, da smo še nekaj sredstva dobili. In od takrat pol naprej sem jaz tudi full time bil v tem. Klemen, če imaš kaj za pripomniti? Ne, v bistvu je to tako. Ideja, zmenila smo se 50-50, greva v to in investirati cash in vse pač. Zelo pomemben je bil ta brand od Astre. To mislim, da bi zelo težko, ali pa precej težji imeli takih starta na začetku. No in čez poletje smo razvijali, 1. septembra smo lansirali MVP Astre. To je bil produkt, na katerega mene bo sram, v bistvu. Mene bo sram, to videti. Ampak za MVP mislim, da je to prav. Ker če te ni sram, si pred dolg časa čakal, da si dober. No in se spomnim, ko smo imeli te notifikatione za naročnike in je prvi dan ena naročnina prišla mesečna. Mislim, to bo zdaj mogoče pokal, to bo zdaj pokal, september je bil. In pol čez 3 dni pride letna naročnina in to je letno kupil. In vsi developeri so bili veseli, tako letna je. No, če zdaj odprem Slack, pa da ne bi imel ugasnih notification, to je tako in spomnim se, to ti je všeč, kaj to gre. To se verjetno zdaj dogaja. No, ampak ja, takrat se spomnim, mogoče sem še to. Andrej je rekel, fantje, ne preveč pričakovati, ker je začetek leta, to folk zdaj ne rabi. Naša sezona je maja. In to moj ta optimist, družen optimist, noter je bil manest, Andrej ne ve. To bo pokal. Ampak Andrej je bil prav. In to, da je on takrat to rekel, se mi zdi, da je tudi duh v ekipi bil tako, ok, calm down. Ne bo pokal zdaj, folk se ne uči, ne rab, nimajo še šutov. No in april, maj je začel pokati. Pokati v smislu, da je šel onkraj naših pričakovanj prvič in pustila sva oba druga najna prizadevanja, šla full time na to, začela graditi ekipo, formalizirala DOO in to je naše šele 3. šolsko leto zdaj. In smo v 40 državah, v katerih imamo aktivnosti. Mi imamo naročnike iz več kot 100 držav. Torej 40 držav ni pokali. Tako da zelo hiter, če se zdaj predstavljate, ampak prej da se pogovarjala, 1 leto nazaj
zdi se res dolg časa, ker se toliko stvari zgodi. Tako da od tega trenutka zdaj, pa čez eno leto, ne vem, kje bomo, mislim, imamo cilje pa to, ampak ja, res je hitro stvar odvija. Se pravi, to smo te vprašali, ti si bolj sanjač, fantazija, kaj bomo vse naredili, tak na velik, Andrej je pa to, mislim, ne zavira, ampak bolj realističen, to je ta dinamika med vama, tak tudi to podjetje nekako pele dodalje. V bistvu dinamika, ki jo imamo midva, je zelo dobro opisana v knjigi Rocket Fuel. Mogoče tiste, ki zanima podjetništvo, priporočam, da si to preberete, ali pa ne vem, razmišljate, da bi s kom štartali podjetje. In ta dinamika je opisana na podlagi dveh ljudi. Se pravi, en je visionary, en je pa integrator. In ko so brala to knjigo in ko je opis osebnostnih lastnosti visionarja in opis osebnostnih lastnosti integratorja, so lahko wow, mislim, to je čisti meč njega kot vizionarja, kot integratorja. In tukaj mislim, da se res dobro dopolnjujejo. Ja, mogoče Klemen je tudi osebnostno malo bolj delusionally optimistic, jaz pa malo bolj realistic, pessimistic. In se mi zdi, da je do zdaj nama to dobro delovalo. V tem aspektu optimizma, pesimizma, to je imel bolj prav. Kaj ti misliš? On je rekel, jaz sem realistik, pesimistik, se pravi realnost. Ne, ti si definitivno imel bolj prav, kam bomo prišli. Da ja. Hvala, gremo naprej. Naslednja stvar je bolj tehnične narave. Vemo, da je zdaj obdobje AI-ja, modeli so vsega novi. In tukaj me zanima, če prišli videti nov model, Anthropic, OpenAI, ki je sofisticiran na področju matematike, fizike, elementarne osnovnih predmetov. Kje je zdaj dodana vrednost Astra AI tukaj? Kaj je tistih feature, kaj so tisti neke zadeve, ki jim je vredne uporabniku, da bi to kupil namesto, primer, OpenAI, na neke produkte? Ja, ful dobro vprašanje, na katerega odgovarjamo že 3 leta, ampak je smiselno, zato ker vzpostavil se en termin, takrat, ko je ChatGPT prišel ven, pa so GPT API pač tudi omogočali in ful teh startupov so v bistvu uporabljali API, pa spromptali zadevo malo drugače, pa to prodajali kot neko AI rešitev za nek določen use case, ali pa za določeno vertikalo. In definitivno smo mi na začetku to bili, s tem, da smo dodali še grafe, ko jih ni imel takrat ChatGPT, dali smo matematično tipkovnico, da se lahko pisal. Dodali smo pa še v bistvu ta agentski pristop, ki je zdaj v bistvu, ampak so bi rekel, reasoning, ki je malo kasneje prišel, smo mi v bistvu že takrat od zadnjih hackali, da smo več agentov naenkrat pognali in so se med sabo preverjali v rezultatih, se pravi nek orkester je bil. Tako da mi smo to mogli delati, zato ker takrat so bili modeli zelo slabi za matematiko. No, in to vprašanje smo dobili, a niste vi sam GPT wrapper? To je bil izraz za te startupe, ki jih bo itak ChatGPT ubil, ker lahko vse delaš, vse izkres. In tega smo se mi zavedali že 3 leta nazaj in mi smo šli graditi čisto drugačno izkušnjo, ker imaš ti lahko na ChatGPT-u. In naš flagship produkt je zdaj ExamFrag, se pravi priprava na test. To pomeni, da ti daš nam resnico, ti daš nam materijale, ki jih moraš znati in mi se opremo na to kot ground truth, se pravi, klepol ni halucinacij, klepol se ti učiš točno to, kar moraš znati za test in mi ti iz tega naredimo personalizirano učno pot, ki je zelo podobna, ne vem, če poznate, ali pa ste uporabljali Duolingo,
imaš neko tako linearno pot z lekcijami, ne? In mi ti to naredimo iz svojih materialov. Tako da mi gremo onkraj tega, da smo mi solver za matematične probleme ali pa da se biologijo moraš učiti, ker samo vprašanje poslikaš. Mi gremo v to pripravo na izpita pa test, da imaš in je izkušnja naša dodana vrednost. Kaj da ti nek follow-up, trenutni šolski sistem, kaj bi to integrirala nek ASRE ali ta šolski sistem, ali to neki studenti, neke prednosti, kako to pogledaj zdaj na ta star, nek pasivni šolski sistem, zdaj da nek nov vajen pristop. Lahko ure in ure sedimo, da se to pogovarjamo, pa bom probal zelo na kratko odgovoriti. Zdravite učenje kot nek proces človeka je zelo individualen, ne? Ti zares, ko se hočeš nekaj učiti, moraš se vsesti in pač moraš se posvetiti neki snovi. In tutoring 1:1 je dokazano najboljši način poučevanja. In to je v eni zelo znani raziskavi Bloom opisal, tem se reče Two Sigma problem, kjer je pokazal, da tisti učenci, ki delajo z tutorjem, so 2 sigme nekaj boljši od ostalih. In v bistvu mi to želimo v bistvu dati svetu, da bi vsak lahko imel personalizirane tutorja, s katerim lahko karkoli v kateremkoli procesu izobraževanja mu služi kot neka pomoč. Zaenkrat mi ne gradimo neke lastne šole, da bi v neko to smer šli, ampak mi delamo najboljšega AI tutorja na svetu, oziroma ta user experience, o katerem Klemen govori, točno da je najboljši. In bomo vse te modalnosti umetne inteligence, voice, video, audio, vse, kar nam bo AI omogočil, bomo mi probali v to uporabniško izkušnjo zapakirati, da bi na koncu učenje nečesa bilo hitrejše pa bolj učinkovito. Zavedamo se pa tudi te trileme, se pravi, da je v bistvu proces izobraževanja je med študentom, učencem, staršem in učiteljem, oziroma šola, učenec pa ta družina, ali pa nekdo, ki to financira, ali pa ima tudi nek stake v temu. In mi želimo Astro postaviti v sredino tega v bistvu trikotnika, tako da na neki točki želimo, da je prek našega produkta povezava med staršem in otrokom, oziroma učencem, in tudi med učiteljem in učencem in staršem posledično. Tako da neka vizija za nas je, da postanemo nek podporni sistem temu, kam se bo pa zdaj izobraževalni sistem razvil, ker je prisotna umetna inteligenca, bomo pa pač videli. Ker veliko tam tako reče, pa greš se do šolke, to so počasni sistemi, te stari formalni sistemi, in če hočemo mi kot neko podjetje delati, moramo zelo v bistvu neko svojo pot iti in pač slediti neki vlastni viziji. Super. Zdaj pa, da gremo na eno temo. Marketing, produkt proti distribuciji. Kak Face, vem, da imate velik marketinški oddelek, verjetno je tudi marketing zelo pomemben del te vaše zgodbe. Ali lahko v današnjem svetu tehnično dovršen produkt nekako preživi brez dobrega marketinga, ali se mora to nekako sklapljati skupaj. Vem, da Andrej, ti imaš marketing čez, če se umem. In
Verjetno ste sprobali veliko različnih eksperimentov, nekateri so delovali, nekateri niso. In eno vprašanje, ki me zanima, kaj je tisti eksperiment, marketinški način, ki je najbolj deloval in se je izkazal kot najbolj nekaj, da pripelje največ uporabnikov? Da najprej na prvo vprašanje odgovorim, mislim, da če ti samo v svoji sobi oziroma nekje na enem računalniku narediš najboljšo stvar, za katero noben ne ve, si mogoče nekaj zase dobro naredil ali ti daje to neko zadovoljstvo, ampak nekako moraš stvar spraviti v svet. In marketing, po mojem, z eno besedo je komunikacija in nekako moraš skomunicirati tistim, ki želiš, da si nekaj ustvaril. Tako da mislim, da marketing je absolutno ključen dejavnik nekega podjetniškega udejstvovanja. Pa gremo lahko obratno, ali lahko z dobrim marketingom slab produkt preživi? Na kratek rok mogoče, ampak na dolgi rok pa vedno zmaga dober produkt. Zato, ker potem dober produkt začne ustvarjati word of mouth. In to je v bistvu svet igra marketinga, ki ti hočeš doseči. Se pravi, da zate obstoječi uporabniki širijo besedo in organsko rasteš. To v bistvu hoče vsak software, SaaS, vsi pač to hočemo doseči. Zdaj pa kaj je bilo pa v našem primeru, da smo res mogoče tako eksplozivno rastli, tukaj rastemo v zadnjih, v tem šolskem letu, od septembra, pa tudi že na koncu prejšnjega šolskega leta, je pa naš UGC program, se pravi User Generated Content, TikTok, Instagram, glavna kanala, in ta cel ustroj, ki smo ga mi interno zgradili, da lahko to logistično podpiramo, ker imamo na stotine ustvarjalcev, ki za nas to delajo v vseh teh marketih, ki je bilo preomenjeno. Tako da spet to je spet pol posledica tega, ki sem se prej pogovarjal, obstaja pač nek kanal, recimo, če tega ne bi bilo, bi mi mogli, paid advertising, nekaj druge stvari bi pač mogli delati, ampak živimo v tem času, ker mogoče TikTok ima tak algoritem tudi, da lahko v bistvu ti, narediš neko vsebino, nekaj posnameš in gre to viralno. Saj na začetku smo to delali samo v Sloveniji, jaz se pojavljal večino na teh videih. In smo s tem veliko eksperimentirali, res veliko. In to v spregi s tem, da je pa tudi produkt, kar gledamo konkurenco, sem tako res confident, da imamo nekaj boljših produktov na tem področju. Zdaj se možno dotaknemo financiranja. Videla sta šla v to do bootstrap, kako ste že imela. V našem svetu, da vsi AI grejo venture capital, iščejo neke velike investicije, pogosto neke brezplačne produkti. Vida pa nekaj nasprotno. Ali to odločitev obžalujete ali se vam to splačalo? Mislim, če bi še enkrat to se odločila, bi sprejela nek kapital, neko investicijo? Ne. Zakaj so se odločila? Veš kaj, midva sva otroka recesije leta 2008-2009. Kaj rečem otroka, midva sva takrat bila, jaz sem bil 18, ti si bil 19, 20, pa sva šla na faks, jaz sem šel na ekonomsko fakulteto, družboslovni faksi so bili tako nebožnogoslužne, zdaj še recesija zraven. Res je bil pesimističen čas. To v tem času razlagati malo čuden, ker zdaj je to tako. Kupaš in vidijo vse pokane. Kamorkoli daš denar, ga lahko plemenitiš. Takrat je bilo res pesimistično obdobje.
In kaj je monetarni sistem naredil? Začel se je v Ameriki, pa tudi v Evropi. Se pravi, da ti rešiš tako krizo, jo moraš v bistvu pospešiti z zapravljanjem pa z dotokom novega denarja, frišnega denarja. In kaj se zgodi? Prvi, ki so pri koritu, dobijo dodaten kapital, ki ga lahko vložijo v kapitalske markete. Kapitalski marketi grejo gor in zaradi tega, ker grejo gor, se še več denarja da v njih. In posledično je ful denarja na trgu, ki išče svoje mesto. Tisti, ki ste iz ekonomske fakultete, se upravičujem, to imate tako v prvem letniku, ampak ti, ki gledaš investicije, ti najbolj donosne naložbe pokriješ, potem jih ni več na trgu, potem greš na manj donosne naložbe, potem greš na manj donosne naložbe in potem greš na neke naložbe, ki ne bi smele dobiti investicije. In tako pridemo do kriz. Zdaj sem tako res vse poenostavil pa na hitro povedal. In to se je dogajalo s startupi tekom najnih karier. Edina pot je bila, da ti prideš do investitorjev pa rečeš, jaz sem tukaj ful dobro idejo. In oni ti zabrišajo cash v glavo in ti greš na market, ponudaš za 100 produkt in edini cilj je, da ti rasteš v user base-u in da to naslednjemu investitorju prodaš, ki poplača prejšnjega. In tako greš iz runde v rundo in redke firme naredijo IPO, se pravi, grejo na delniški trg. In to je bila igra, ki se je skozi igrala. No in videla sva produkt te igre in sva to gledala in najno zanimanje za Bitcoin pa za problematike tega sistema, ki sem ga opisal, sva rekla, a lahko midva drugače peljava to pot. A lahko midva to pot ali pa to zgodbo groundava v resnico. To pomeni, če bomo midva naredila dober produkt, ga bo nekdo pripravljen bil plačati na trgu. In ko ga bo plačal, bomo mi to vzeli in bomo investirali v izboljšanje tega produkta. In to se mi zdi, da je podjetniška resnica. In ne vem, ali sem hotel to malo dokazati, ali sem imela intuicijo, da je to bolj resnična pot. In danes sem bila na enem kolu z ameriškimi investitorji, kjer mi pa na začetku kola poveva, ne iščemo investicije, samo malo se pogovarjamo. Da vidiva vibe, trgov in podobno. In vsi nama govorijo, da vsi hočejo v nas investirati, sploh v tej regiji. In jim je čuden, da ne, ker se je tako delalo do zdaj. Če si imel priložnost investicijo vzeti, si jo vzel. In potem si bil ti, kot podjetnik, ta vlečni konj za investitorje, oni so tudi odzadnji z bičom. In moja, ne vem, nisva ful mlada, jaz sem 35, ali 36, mi ga ne moramo biti več ta vlečna konja. In jaz to tako, ko se spomnim, da grem v Grčijo za 3 mesece ležati, jaz to njemu povem, on reče, gut, itek bo prišel nazaj z idejami kakšnimi, to jaz ne bi mogel razložiti investitorju. On bi rekel, kaj je stvarno narobe? Ti boš priti tukaj v San Francisco in 16 ur na dan delati. In pač to ni najna pot, ali pa mislila, da se da to drugače. Mislim, ampak bi lahko mogoče se razširila na več trgov z neko investicijo in bi dala ta produkt za stonj, mogoče se bo zrela na konkurenco, to nič po glavi. Ja, to je alternativni univerz, ker bi lahko mi ta produkt ponudili za stonj, pa bi šli samo provat. Mogoče bi bilo to boljš, mogoče bi bilo to ful slabš, ne vem. Ampak je pa alternativna pot, ki jo narediš. Sigurno je pa ta pot bolj stresna, pa na nek način imaš nekoga, ki je tvoj šef. Ker on financira ta growth. Mi pa tukaj financiramo sami svoj growth. In to se meni zdi ful lepš. Če bom jaz zajebil sebe. Če nam bo uspel, bo nam uspel. Nobeno drugim. In to se mi zdi lepša zgodba. Čestitam za to, prvič. Gremo naprej na poslanstvo.
vajno poslanstvo, kot sta omenila, je to digitalizacija tega izobraževalnega sistema, da bi imeli učitelji v Sloveniji zastojen dostop do tega produkta. In moje vprašanje je, kako to balancirata, usklajujeta s tem, da ste še vse podjetje, morate še vse delati dobiček. In druga stvar, ki me pa zanima tukaj, je tudi, kakšen je končni cilj vsega tega, kar delate. Ali je to mogoče exit, bo to veljalo naprej in bo nekdo drug kot lastnika in bo nekdo drug to bo prevzel čez nekaj časa. In kaj se zgodi s poslanstvom, ko, če v primeru exita, ali se bo to ohranjalo, ali če lahko to vprašam. Lahko jaz mogoče za poslanstvo povem, ker ni to čisto naše poslanstvo, pa mogoče dobro, da ga izrazim, pa ti lahko ta del za exit, oziroma kako to razmišljamo. Sej, ful je zanimiv, ker mi se ful sklajena, ker se konstantno pogovarjava in jaz vem, kaj bom povedal, ko ga ti za exit vprašaš. In to se mi zdi v podjetništvu ful dobro, pa ful pomembno, da so ta dva, ki sta partnerja, to je tako včasih hujška poroka, ti v bistvu na zelo velikih sejsih delaš, imaš različna mnenja, imaš različne želje pa potrebe in tako v partnerstvu ti moraš svoje potrebe pa želje izraziti. In jaz moram vedeti, kakšne so njegove želje. Tako da, to se mi zdi samo tako malo intervencijno. Za poslanstvo, veš kaj, poslanstvo je tako. Jaz mislim, da se v družbi ful enega potencijala zgubi, pa enih talenti, ki se ne izrazijo, pa v bistvu so skriti. Zato, ker nimamo dosti resursov v družbi, da bi vsakmu omogočili, da bi se te talenti lahko razvili. In to ima po moje vsak mogoče neko zgodbo, ki jo pozna, ali pa je to njegova zgodba, kjer če bi malo več pozornosti dobil, malo več pomoči v ključnih obdobjih, ki so mogoče malo pred puberteto ali pa med puberteto, bi življenje šlo čisto druge smeri, lepše sfere. In jaz mislim, da moramo vsem ljudem na svetu omogočiti dostop do elitnega 1-na-1 tutorstva, ki je personalizirano. In tako bomo mi pobrali še ene talente, ki so zdaj totalno skriti. Imamo cele celine, kjer ljudje ne morejo izraziti svojih talentov. In jaz mislim, da ker se talent izraz, tako kot so se najni talenti, ali pa se izražajo, to se pa previje še na družbo, ali prek davkov, prek sociale, prek zaposlenih, prek vpliva, ki ga ima ta produkt na življenje. In če bomo več teh talentov izrazili, bo spet več vsega. In ker bo več vsega, bo spet več vsega. Tako da to se mi zdi zelo pomembno in ključno vlogo igra izobraževanje. Da mi vidimo, kje si ti talentiran in kako te lahko podpremo še bolj. Kar se exita tiče, trenutno o tem razmišljamo, ker verjamemo, da lahko dosežemo še veliko več. Tako da s tem se tudi usklajujemo. Tukaj je v bistvu zraven še en član, ki je manjšinski solastnik, Tjaž. In mi v bistvu trije smo lastniki podjetja, tako da tudi njegove te želje, pa potrebe, pa aspekte so zraven. Tako da mi trije se pa kot lastniki odločamo, ampak ja, mi smo zdaj v neki taki fazi, kjer lahko verjetno še par let res agresivno rastemo in mislim, da smo tudi vsi tako malo radovedni, kam to lahko pelje. Ker to je pa pol spet, zdaj smo v nekem času, ne vemo, ja, tudi ne vemo za modele, kakšni bojo čez pol leta zunaj. In tle res, ko se zdaj že parkrat zgodilo, ker so te velike provideri nekaj dali
ven in je pa tudi nas to na neko novo stopničko vidno. Tako da, zdaj, da bi takole kar rekel, ja, seveda pa lahko vidiš svoje podjetje, kako raste, ne, pa na nek cash flow, pa vidiš, kako se razvija. Tudi zraste tvoje apetitje, ne, se pravi, vidiš, ok, to mogoče sem mislil, da ne bomo dosegli, zdaj smo dosegli, ok, treba je mogoče si še višje cilje zastaviti, ne. In to mislim, da tudi dobro počnemo, ne. Da tudi tako z ekipi tudi zelo jasno, ne, komuniciramo, kaj so naši cilji kot podjetja, ne. Preko tega se pa to poslanstvo realizira. In tudi za vse ostale, ne, ker zdaj to niso več samo mi dva, ali pa mi trije, nas je več, ne, in tudi njih bi radi v bistvu bi jih radi zato, ker so, ne vem, neko tveganje sprejeli, da so se nam pridružili kot nekom takšnu mlademu podjetju, ne, da jih zato tudi ustrezno nagradimo in tako nek tak cilj, ki ga imamo, ne, je, kar se financ tiče, da bi vsaj polovica ljudi, ki delajo pri nas, ne, da bi v naslednjih letih, da bi postali milijonarji. To je tako nek tak finančni naš cilj. Zdaj sem polovica. Ja, zato da je druga polovica motivirana, da bo v uni prvi polovici. Ne, če bojo vsi lahko, bo to super. No, zdaj, da sem se malo takšno še študentov. Veliko ljudi, veliko študentov v tej klopi, v obeh, probava nekaj zgraditi na svoje, ne. Probava nekaj nasirja, nov produkt, nove ideje. Zdaj, kako je neko priporočilo zvali, oziroma neko mnenje, ali nek nasvet, kako to zgraditi, ali bo boljš takoj nekaj nasirati, brez nekih izkušenj, brez nekih čim prej vendati, čim prej graditi, ali si postopoma graditi imeti neko kredibilnost, naprimer z nekimi pozicijami v podjetjih, da lepo malo kasneje, tega, če bi nekaj svoj. Mislim, ta druga pot, bom jaz malo počakal, ima ful enih pasti. In zapakirana je ponovati v strahove noter. In ti si te strahove konstantno racionaliziraš, pa si zgodbice postavljaš, ali pa ti jih sam kreira. Zakaj to ne moram zdaj narediti? Zato, ker make sense, ne? To moraš ful paziti, da sebe v bistvu nateguješ. Zdaj, če se ne nateguješ, pa imaš plan, je po moje kjerkoli pot smiselna. Ampak ponavadi, kar jaz vidim, pa ko imam z mladimi stiki, se ponavadi nategujejo. Ker neke zgodbe si govorijo v glavi, deep down je pa strah. Strah pred zavrnitvijo, strah pred tem, da ne bom uspešen, sram. To je vse pač evolucijsko in prej, ko se tega razrešiš, bolj boš izpolnjen v življenju celo. Bolj boš izpolnjen. In mislim, da ta izpolnitev je možna samo čez kreativnost, ustvarjalnost. Tudi, če se ne tretiraš kot kreativc, lahko ustvariš družino. Ne? To je najvišja oblika ustvarjalnosti, ko ustvariš novo življenje. Zdaj, kaj mi vrednotno v družbi? Življenje je najbolj vrednotno in ti lahko ustvariš. Ne? Tako da jaz, ko rečem ustvarjalnost, ne mislim, da moraš firmo delati. Ampak nekaj moraš ustvariti v življenju. In to te ponavadi tvoje te zgodbe omejuje. Tako da tega se probaš čim prej rešiti. Tako da kratek odgovor je pa začni danes, takoj. Danes je nekaj ven. Nekaj dej danes ven. Lahko je, prijavi se na mailing listo, da te obvestim o temu produktu. To lahko danes narediš. Tisti, ki res vidijo, jih ni danes tukaj. Vključno z nama. Ja, se kaj je vse dobro povzel. Mogoče se nas tudi
ne mogoče, jaz sem tudi bil tak, se pravi, jaz sem raje neko, verjel sem, da nimam dovolj znanja, da nimam nikoli prave ideje in zato sem se pač drugim podjetjem pridružil, ker sem pa dobil veliko izkušenj. Zdaj, kako bi bilo, če bi jaz že 10 let nazaj neko svoje podjetje odprl, ne vem, to je zdaj spet neka alternativna zgodovina, ampak sem ful močno strinjam s tem, kar je rekel, se pravi, da ne začnemo ponovati zaradi nekih strahov in mogoče se dobro vprašati, če so te strah, ampak res, ker si mlad, sploh ta zgodnja 20, to je res eno tako obdobje, se zdaj sploh ne spomnim, kako je to vse minil, ampak mogoče prav to desetletje, ko si ti v svojih 20-ih, to je res ekstremno dolga doba 10 let. In ljudje smo res zelo slabi v tem, da znamo na dolgi rok razmišljati ali pa planirati. In velikrat precenjujemo, kaj se da narediti, ne vem, v enem mesecu ali pa v enem letu, ampak ful podcenjujemo, kaj lahko ti narediš v 10 let. In nekaj, kar mogoče začneš graditi zdaj v 20-ih, bo šele čez 5 let ali pa 10 let obrodil neke sadove. Zdaj, kakšne so pa te poti, a greš zdaj najprej neko firmo graditi, da se neko, kako si rekel, ne vem, renome, začneš ustvarjati svoj osebni brand, to pa ni nekega recepta, to bo pa čisto vsak neko unikatno pot. Super, ok. Zdaj pa 1 ura je odbila, oziroma 3 minute, smo slišali, 1 ura je odbila, vsa vprašanja smo dali čestno, kar je naj zanimalo. Zdaj pa smo pripravili še par minut za Andrejem in Klemom, da lahko tudi vi kakšno vprašanje zastavite, ki vas zanima in ki smo ga videla mogoče spustila. Pa kar pogumno. Lahko še povimo vprašanje, ker se snema. Kaj je bil največji spor do zdaj, vanj, in kako ste ga rešili? Verjetno spora ni bilo, niso pa konflikti in mogoče treba definirati besede. Konflikt je zelo pozitivna stvar, v življenju nasplošno, če niso čustva upletene. In midva sva zelo v biznisu racionalna in nečustvena in imela sva milijon konfliktov in jih z argumenti potem raziščeva skupaj in so odprta do drugačnega mišljenja. Zdaj, da bi enega velikega potegnil zdaj, nimam zdaj spomenil. Jaz tudi nisem nobenega velikega potegnil. Zdaj, ker sem povedal, sem to bolj poslušal. Noben ni, ampak hvala, da se spostavil. Zadnji, se mora biti. A si mehne, Bomo super daleč. Tudi se ne morem spomniti, da bi bil kakšen, kjer bi se fundamentalno ne strinjala. Tako da mogoče je to nekaj stvar, ki nas čaka v prihodnosti, ker bomo mogli nek spor razrešiti. Ampak glede na dosedajšnje izkušnje, pa kako bi komunicirala, mislim, da bi znala vse razrešiti. Pa zanimivi so te naši mesečni sestanki, kjer si jih kot founderji pripravimo vprašanja, ki so najtežja možna vprašanja.
In to imamo strukturiran dokument, ponovadi 15 vprašanj ali 20, in gremo čez. In če začutimo drugemu, da ni čisto, vrtamo toliko časa, dokler nismo popolnoma iskreni drug do drugega. Da so tudi ene stvari, ki te je mogoče sram, da jih res izraziš. Tako da jaz res upam, da bomo tako naprej komunicirali direktno, res neposredno. In večina startupov pa firm propade ne zaradi tega, ker niso najbolj product market fita. To je podatek iz San Francisca, iz Y Combinator batchov, ko ne rečejo, ker se dva founderja ali ne razumeta, ali nista bila match, ali nista mogla skupaj funkcionirati. In ti imaš dobro idejo, imaš dobro zgodbo, ampak jo sam sabotiraš zaradi odnosov. In jaz sem se na začetku odločil, če bomo failali, ne smemo zaradi tega failati. In to pomeni, da imaš ful neprijetne, ful težke pogovore čim prej. Ker to, da se pa firma razdre, pa da si na sodišču, to je najslabša možna situacija. Za vse udeležene. Ja, en tak, mi imamo ta mesečni, ker se med sabo. Bom pa še en primer opisal. Jaz recimo Cloudflare uporabljam, za vse možne stvari, tudi malo personal neke stvari. In pa sem napisal, na podlagi vsega, kar ti zdaj veš o meni, kaj bi se Klemen mogel vprašati o najnem razmerju. 25 vprašanj. In to sem mu poslal, in to so res kompleksna bila vprašanja, težka vprašanja. In mislim, da sva se naslednji dan dobila in sva vse šla čez 3 ure sva sedela in sva se to pogovarjala. Tako da tudi mogoče s temi orodji zdaj, LLM veliko ve o tebi, lahko neke take pege, ki jih mogoče zdaj ne vidiš, spregledaš. In to bi vsem priporočil, da bojo šli neko podjetniško pot z co-founderjem oziroma solastniki, da je res ta odnos med vami, da bazira na komunikaciji, na odprti pa direktni komunikaciji. To se mi zdi ključno. Super. Še kakšno vprašanje? Zdaj smo pokazali. Čim prej Hvala, da sta Platform mi dobro poslušali vajo, ampak imamo vprašanje, ki se nanaša na začetku, ko je Andrej omenil to anekdoto o vztrajnosti pa o varnostniku pa zvoncu. In ta zgodba Astra AI oddaleč se sliši, da si začel najprej malo pokati, pa če dalje več, ampak kaj pa te neki trenutki, ki nista vedela, če bo ratala in bo ratala, svoj denar sta dala noter, koliko sta se kaj s tem strahom tudi soočila, če sploh, ali sta res toliko zaupala tudi vase, v ekipo, ali so bile tle kakšne bitke v vama, čisto vse, ne toliko v odnosu? Spravi vprašanje je bilo, kaj, ko stvari ne grejo tako pod planu. Če sem imela kakšne bitke samo vse, če nas je bilo, da je strah. Jaz osebno, si tudi, zakaj greš ti podjetje delati, moraš imeti nek osebnostni profil, oziroma različni ljudje delajo podjetja in to pomeni, da različni ljudje iz različnih razlogov delajo podjetja. In jaz recimo prihajam iz neke ne toliko finančno dobre družine, skozi smo imeli s tem problem in mene v življenju skozi spremlja ta nek eksistencialni problem, oziroma me zdosti keša, bom preživel tako, se pravi neka ta borba interna. In
Moj odgovor glede Astre, nikoli me ni bilo strah. Tudi takrat, se pravi, koliko smo mi se zaposlili v podjetju, smo šli na minimalno plačo. Strani, da so zdaj imeli minimalno plačo 2 leti. Me ni bilo strah, ker jaz sem prej recimo dosti investiral v Bitcoin in Bitcoin je predstavljal neko varnost tukaj, ne? Da sem rekel, tudi če Astra ni zdaj ne prinaša cache, lahko jaz še vedno nek svoj nivo življenja vzdržujem in me zaradi tega res ni bilo nikoli strah. Pol mi je ratal že malo smotan, da dobivam pač iz julija, ne? Tako da smo to zdaj malo spremenili in smo tudi v tem malo bolj zadihali. Tako da nisem nikoli zares tega eksistencialnega straha občutil. Mogoče neko nelagodje samo, da sem pač zdaj šel v skul, visoke plače, takrat pa nič praktično. Ampak da bi pa tako prav, da bi me pa to paraliziralo, ne ni, kvečemo mogoče pa neka dodatna motivacija, ampak tako, da bi me pa prav skladilo, jo, ali bomo zdaj uspeli. Bolj sem bil tako, no way, to rizika ne bom mogel in bom. Sem čutil neko zadovoljstvo, da sem se motil. Kaj mogoče spet neka osebnost. Ja, jaz tako gledam, da strah pa stres v teh kontekstih je prisoten samo, ko imaš negotovost, kaj narediti. Lahko je problem, ampak če se mi zajedimo, kaj je prava pot reševanja tega problema, jaz ne čutim stresa. To smo se zmenili, ne vemo, če bo uspel, ampak imamo vsaj direction pa movement. Se pravi, ta action meni avtomatsko stres spusti dol. Stres čutim samo, ko pride do mene problem, ko mi ga nekdo izpostavil in mi ne vemo še, kaj narediti. Ampak ker zaupam Andreju, Tjažu in ekipi, ker to so res pametni posamezniki, tako res visok IQ, čustveno zreli, videli so pol stvari, imajo izkušnje in verjamem, če se mi zapremo v sobo, ne da bomo mi rešili vsak problem, ampak mi bomo prišli do nečesa, ki bo dober direction s tistimi informacijami, ki so na voljo in to me instantno pomiri, bomo pa videli, kaj prinese. Ne moramo vsega kontrolirati, ampak saj ta certainty, clarity je prava, jasnost. Sem ne gremo. Ne jasnost, kaj bo, ampak sem gremo. Takrat nisem tako. Ja, moje vprašanje je bolj podobno temu, kaj je bilo, ampak mene specifično zanima za Andreja, ker sem vedel, da si od septembra pa do maja si v bistvu nisi bil še full-time na Astri, kar pomeni, da verjetno si imel zdravniško službo, pa me malo zanima, kaj se je s tabo v tistem času dogajalo, kako si ločil te stvari, kako si time manageral, pa kako si v bistvu ostajal stabilen. Nestabilen sem bil. To se je dogajalo v prvem letu, se pravi februarja sem takrat pa zaključil, ne vem, nisem, kako sem to preživel, ne vem, pač neke posledice so ostale, s katerimi se še danes borim, ampak delal sem dopoldne malo tisto stvar, pa popoldne to, čez vikend je Astro, tako, ker sem mogel na kakšen sestanek, sem tam rekel, imam neki dnevni drive, tako, malo slalomiraš, tako da ne znam ti zdaj čisto vse točno povedati, ampak nekako sem probal najdeti časno, tako da je nekako podjetje pa toliko zraslo, pa vse, kar smo delali, samo tudi so službo pustil. Ampak ni nekaj, že da je za nek nasvet, deli tako pa tako. Pač na neki točki se moraš odločiti, ok, zdaj pa te zgodbe je konc, grem v drugo smer.
pač to sem se odločil. Še ena dodana. Kako se zadeva, da je vstopal v nek nov trg? Predstavljam se, da vsak trg ima pač neke svoje specifike, šolski sistem, regulacijo, kako se vi tega dela. Ja, vprašanje je, kako vstopamo na nove trge. V bistvu je tako, začne se z researchom, pa z nekim zbiranjem informacij, zakaj bi bilo to dobro za nas, koliko je velik trg, recimo, ne, a je TikTok razvit, a so kakšne druge platforme tam močnejše, ker recimo, mislim, v Braziliji je bolj Instagram kot TikTok. Se pravi, research, ne. Potem vidimo kapacitete interne, a zna kdo špansko, a zna kdo, a lahko vidimo nekoliko, kdo zna špansko, recimo, ne. No, pa na tehničnem aspektu je pa to zelo simpel, ker jaz sem v IT-ju že 15 let in pred AI-om vem, da smo za ene stvari porabili 30krat do 300krat več časa kot danes, ne. Tako da mi lokaliziramo celo platformo, vse seklenice v enem dnevu, zares v pol ure. Ko se mi odločimo, ta jezik bi imel, je to dan. Kurikulum je treba iti iskat, pa ga nafilati v bazo. To imamo tudi avtomatizirano že zelo dobro, ne. Sicer po lokalci to preverijo, je to vse smiselno, ne. A so tako srednje šole, poklicne in bolje specifika ne po svetu. Tako da potem pa je treba kreatorje najdeti na TikToku in začne se mašina obračati in potem vidimo tako, čez funnel, ne. Koliko je ogledov, koliko je registriranih uporabnikov, kje so zvedeli za nas te registrirani uporabniki, koliko je konverzij iz registriranih v subscriberje. In v bistvu to mašino konstantno gledaš in jo klipaš. In v bistvu to je res mehanski proces. To je mašina, ki ima delčke in nekje pušča, malo zaflikaš, analiziraš jo skozi in je tak fun proces. Imamo še čas za eno vprašanje. Da je bilo... Tam je to prva. Kaj še bo? Tam ne, ja boš... No vse, sem... Ok, dopovolim. Jaz sem imam par. Sorry. Ok, prvo vprašanje je, zanima me, kako ste se odločili postaviti business model za app. Kako ste se odločili, ali ste free, ali ste free trial, ali ste najprej ste ponudili, da čujo mesečno, letno. Kako ste, a ste business model zastavili, da ste ga bolj spreminjali, ali ste profil pa... Bom jaz, par vprašanj, pa bom jaz hitro odgovoril. To so quick rapid fire questions. Okay. Najprej intuicija, pa kopiranje. In to je tudi nasvet na splošno. Kopiraš ljudi, ki so to testirali in začneš tako, malo uporabiš intuicijo svojo in daš to, ne kompliciraš, potem pa testiraš in vidiš, kaj boš delal. Evo, to je tudi. Vi ste ga spreminjali, a tiste, ki ste se odločili? Spreminjali se. A ste ga imeli na začetku for free, pa ste imeli ads? Ne, ads nikoli nismo imeli, ampak zdaj specifik, brez veze, da gremo v to, lahko se tudi pol slišva, ampak govorimo, če te kaj zanima za tvoj biznis, ampak testiraš in večji, ko si, a ne, čez naš funnel gre zdaj dnevno 100,000 ljudi, a ne, se pravi 100,000 novih ljudi se registrira. In ti lahko testiraš v bistvu v eni uri, če hočeš nekaj, ker imaš reprezentativen vzorc. Tako da na začetku je, zato moj nasvet, best practices, ne moš ti testirati na začetku, ker boš čakal 3 mesece na številke. Kopiraš, intuicija postaviš, ko imaš dosti velike številke, začneš čim prej testirati AB, se pravi, kvantitativno. Vaš core audience so teenagers. A ste zdaj razmišljali, da mogoče oni še niso ready screen timing, vse to je tudi recimo proti šolskemu sistemu, pa staršev, pa to, kdo dejansko plačuje za ta app, ali to starš, ali to teenager. Kako ste se s tem soočali? Vse to smo razmišljali, pa so pomembno vprašanja, ampak so res specifična. Ko ne vem, če bi
ostali value iz tega dobili, da bi šli midva šla res deep. Ampak, teenagerji so naša glavna ciljna skupina, plačniki so pa starši večinoma. In to je treba pač pohembati tudi tehnično, da lahko nekdo drug plača za nekoga. Ste pa razvili sisteme, da nekdo drug da procent za... Glede screen time pa ja, jaz o tem ful govorim, ni dobro biti toliko na zaslonih in dostakrat kakšni starejši rečejo, ja, vi ste naredili rešitev, da bojo otroci še več na zaslonih, Ampak mi, kaj smo naredili? Mi smo stroške inštrukcij znižali za 80-krat. Razumem, da rešitev ni popolna, ker se dogaja na zaslonu. Ampak sigurno pa ni popolno to, da nek Timi iz Pokaga Gradca ima težave z matematiko in doma nimajo denarja za inštrukcije. To tudi ni popolno. In mi smo pač to rešili. Kljub temu, pa še spomnim dostope dajemo, za tiste, ki si res ne more tega privoščiti. Tako da... Kako pomembna je investicija v digital advertising, ki imate dober produkt? Koliko date, ali to že ne lahko poveste, ali ne, kako pomembno je, da dejansko investirate v TikTok, ko je digital advertising? Mi večino delamo distribution prek UGC-ja, se pravi, to je organic content, ki se posta na TikToku. To ni advertising, čeprav je to plačljiv kanal za nas, mi pač plačujemo. Tako da splošen odgovor je najti svojo distribucijsko metodo, ki je najbolj učinkovita in najcenejša za tvojo nišo, za tvoj produkt. In to je po moje prva stvar, ki jo moraš najti. Kera metoda je najbolj učinkovita in ne obstaja splošen odgovor. Eni pač delajo, mi imamo full business friendov, ki delajo samo meta oglaševanje in cel biznis bazira na tem in to so 150 milijonske firme v Sloveniji. In zdaj on bi rekel najboljše meta oglaševanje. Medtem ko mi, je to zelo slabo za nas, ker imamo UGC, ki je 50 cenej, tako da ni splošnega odgovora, moraš najti za svoj projekt. Ok, zdaj pa žal bomo mogli zaključiti. Še eno bonus. Se odločiš. Ok. Bonus več. Jaz prihajam iz paid advertisinga, vem kako je na oni strani, vem tudi na organski, ampak tam vem, da vi delate clipping, ne vem če stočim in me zanima ta conversion rate, si prej povedal, free userji do teh, je tu taka skrivnost, ali nekaj se da povedati, saj ali pod 10% ali nad, ali tu. Čisto me zanima ta načutica. Vem nekako ta CPM, ki so telekliperi, no in nekako me zanima, kam boš priti s to konverzijo, da se to splača. Conversion rate si imamo. To je to? To je dobro pokazati. Zdaj pa še enkrat žal. Ja. Vsem vam zahvalil, da ste zdržali z nami, z nama. No, pohvalil pa bi se tudi Klemenu in Andreju, da ste si vzeli čas, da ste prišli sem se pogovarjala z nama. Videla sem, verjamem, da veliko nesla, za mene, da se jaz lahko rečem, verjamem tudi veliko ljudi iz publike, veliko nesla z tega pogovora. Zato bi se malo zahvalil z vama, Niko Siva, Od fakultete. Zvete. Ja. Hvala. Če bi se zahvalil še vsem akterjem, ki so to omogočili. Prvo bi se seveda zahvalil fakulteti za računalništvo in informatiko, da je omogočila prostor,
tehnično nas podprla, da ne moramo mimo organizacije, študentske organizacije Friki, ki nas podpira že od prvega dneva, odkar je ta ideja zrasla. Do sedaj brez njih ne bi mogli organizirati nobenega dogodka. Danes so tudi nas finančno podprli, da imamo pogostilo po koncu dogodka, ki se nahaja gor v zaprtih prostorih za držav. Tako da ja, še enkrat hvala. Andrej se zahvaljuje še varnostniku, da ga je izpustila. Zdaj pa še posebne zahvale res moramo omeniti, no tukaj stoji naš Barbara, ampak to ni delo dveh, to je delo cele ekipe in bi rad poklical gor na vsega od nas v tem delu organizacije. Andrej. Daj. Jako. Bi naredili skupinske slike, tak v smer proti publiki. Ja, a bi prišli na to stran, oziroma nekak, ja, pa še tipi. Ok. Ja, ene, tri pa. Ok, bravo. Zdaj pa preden zbežite, tisti, ko ste imeli še kakšne dodatne vprašanja, v bistvu point teh dogodkov je, da se tudi malo pogovarjamo, malo networkamo, malo spoznamo. Smo pripravili naročili še pice in so zelo tople, glihkrat pripeljane, tako da vas vabim tule zunaj pred avlo, so pice, sok, pa tudi še ostala, zdaj ne sadnica. Morica največja, bo prijed nazaj pice. Hvala vam!